Pozdravljeni. Pred nami je že 40. redni komentar novic iz sveta Formule 1. In skupaj si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo tik do začetka snemanja tega prispevka. Danes bo v našem komentarju manjša sprememba. Namesto 4 sklopov jih bomo imeli 5. To pa zaradi tega, ker pravzaprav v zadnjih trenutkih je šlo nekaj zanimivih novic. A kot običajno, ukolikor bo koga izmed vas zanimalo, kaj piše v citiranih izvirnikih, dobi vse bližnjice navedene v opisu. In seveda 5 sklopov pomeni, da bo prispevek malce daljši, zato upam, da ne bom preveč dolgočasen. No ja, upam, da ne bom bolj dolgočasen kot običajno. A vseeno je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. Verjetno vsi mi navdušenci z napetostjo pričakujemo, kaj se bodo pri FIA odločili glede domnevnih prekoračitev proračuna za prejšnjo sezono. In v teh trenutkih verjetno marsikdo čaka, kdaj bo na dan prišla tista uradna objava. A tu vas moram rahlo razočarati. Namreč Andrew Benson je objavil seveda tweet, kjer je razložil, da lahko v tem tednu sploh objave ne bo. Ne vem zakaj. A kljub vsemu smo lahko danes na spletni strani časopisa The Express prebrali nekaj, kar je presenetljivega. Namreč nekdo je malce zamešal situacijo, vsaj tako poroča britanski časnik. Namreč Red Bull naj bi bila tista ekipa, ki je komaj presegla določeno mejo, medtem ko Aston Martin naj bi bila druga ekipa, ki je prekoračitev vzela malce bolj resno. Zato Red Bullu naj bi dosodili kazen tam okrog 100.000 funtov, Aston Martin pa naj bi dobil kazen 100 točk, ki naj bi se porazdelila med lansko in letošnjo sezono. Gre za časopis The Express, eden izmed virov, kateremu sam osebno ne preveč zaupam. In verjemite, prav v tem trenutku, ko to snemam, je lahko FIA objavila seveda svojo izjavo. A o tem bomo govorili, ko bo čas za to. V vsakem primeru ne smemo jemati določenih namigovanj kot strogo resnico in videli bomo skupaj, kaj se bo v resnici zgodilo in kakšna bo odločitev FIA. Do takrat pa bolje, da si pogledamo nekaj drugega, tudi vezanega na Red Bull, ampak izjemno nizkodnega. Pri svojem objavljanju razmišljanj iz sveta Formule 1 se zmeraj trudim imeti jasno mejo med tistim, kar je dovoljeno, in onim, kar ni. In razglabljanje o življenjskih težavah mnogih vključenih je nekaj, kar si sam ne dovolim. Kdor počne to, po mojem mnenju, ni nič drugega kot običajen mrhovinar. In nekaj podobnega se je zgodilo v prejšnjih dneh. Morda ste zasledili, da so nekateri objavili novico, da je Matešič umrl. Novica še zdaleč ni bila uradno potrjena. In tu ne bi rad navajal tistih virov, onih strani, ki so nekaj takega objavili. Namreč ne zaslužijo si naše pozornosti, ampak vseeno 3. oktobra smo lahko na We Publish News dobili lep članek, ki analizira objavljeno in trdi, da Peter Matešič je živ.
In dokler ne bo uradne objave, tak tudi ostaja. A to mrhovinarstvo, ki se pojavlja v mnogih portalih, na mnogih spletnih straneh, je res začelo iti čez vse meje. Kaj si mislijo pisci, a niso sposobni preveriti virov? In zakaj se moramo dobesedno naslajati nad boleznimi, smrtjo, nesrečami? A nismo tu, ker nam je všeč Formula 1 in ker želimo gledati dirke? Zgodbe še ni konec. Namreč 4. oktobra je bila v bistvu 10. obletnica tiste uradne izjave Michaela Schumacherja, ko je dejal, da se bo drugič poslovil iz sveta Formule 1. In nekateri so izkoristili priložnost in poleg te obletnice začeli razpravljati o njegovem zdravstvenem stanju. Nekaj, kar verjetno mi, ljubitelji Formule 1, ne želimo ne brati in mislim, da imamo dovolj drugih novic, da zapolnijo naše prostore. Sam se potrudim vsak dan dobiti nekaj novega in upam, da tudi zanimivega. Takih tematik se ne dotikam, ker niso v mojem stilu in ker jih smatram za običajno nizkotno mrhovinarstvo. A gre kot običajno za moj osebni pogled na tematiko, ki lahko nekoga zanima, drugega pa ne. Če smo v prejšnjem sklopu govorili o virih, ki si razne informacije rahlo prikrojijo, ne bom rekel izmislijo in marsikdaj tudi ne preverijo njihovo resničnost, sedaj v tem sklopu govorili o virih, ki dajejo določenim osebkom pozornost, ki si jo po mojem mnenju ne zasluži. In povod za ta sklop je članek, objavljen na spletni strani italijanske revije Autosprint 4. oktobra. In verjetno je marsikdo razumel, da bo govora o Flaviju Briatoriju. Ta je dejal, da je nedopustno, kako dolgo so odločili pri FIA o kazni Sergija Pereza. In da ukolikor bi bil on glavni odgovorni, bi dobesedno znorel, če mu ne bi sporočili še tokom dirke, kolikšni bo pribitek. In tu bi vas rad usmeril na analizo, ki sem jo napravil pred dnevi, zakaj je do te zamude prišlo. Po drugi strani se moramo vprašati nekaj. Prvič, ali so pri Red Bullu sploh vedeli, da bo Sergio Perez dobil pribitek? Ne. Ampak sumili so, da se kaj takega lahko zgodi, zato so mu svetovali, da razdaljo poveča. Po drugi strani je bilo to neka skrivnost? Ne. Slišali smo jo mi tudi na televizijskih sprejemnikih. In verjamem, da so to informacijo dobili tudi pri skuderiji Ferrari. Ampak sami, kljub možnosti, da bo Sergio Perez kaznoval, niso reagirali. In sedaj se lahko vprašamo, zakaj Flavio Briatore ni več glavni odgovorni v nobeni ekipi. Zgodilo se je pravzaprav v Singapurju. In kaj dela on tam? V tem trenutku skrbi za pogostitev. Torej, človek, ki je svoje čase nekaj pomenil v svetu Formule 1, danes pa ne. Spomnim, doživljenjsko je bil izključen iz vseh dejavnosti, ampak zaradi nespretnosti v postopku so to diskvalifikacijo umaknili. Zakaj se posluša taka mnenja, ne vem. A verjetno marsikdo ga prebere, ker vidi tako bombastičen naslov, ki obljublja nekaj, kar v resnici nima osnove. Pojdimo raje naprej, kajti z Red Bullom imamo vezanih še kar nekaj novic. V našem 4.
prvem sklopu se bomo ustavili pri izjavi Matije Binota. Ta je bila objavljena 4. oktobra na spletnem portalu motosport.com. Matija Binotto trdi, da že manjša prekoračitev omejitve proračuna lahko pomeni tudi pol sekunde na krog hitrejši bolid. Seveda, manjša prekoračitev proračuna je tista, ki sega tam do 5%. Zdaj se lahko začnemo spraševati, še posebej v luči onega, kar sem omenil v prvem sklopu. Namreč, kolikor Red Bull ni napravil tako velike prekoračitve, kot nekateri pravijo, kako da je Ferrari v bistvu tako neučinkovit. Je bila ta izjava samo nek izgovor Matija Binotta, zakaj so drugi hitrejši? Glejte jih, kršili so pravilnik, porabili preveč sredstev, zato smo mi tu, kjer smo. A v resnici mi uradnega poročila FIA še nismo videli in ne vemo, kdo je prekoračil proračun in za koliko. Ampak vseeno, kaj ima Binotto za razpravljati o tem, ukolikor on in skuderija Ferrari so znotraj tistega, kar veleva pravilnik. Meni opravičevanje za to, da nekdo ni hiter, pač ne pride do živega. Drugim, lahko tudi lastnikom skuderije Ferrari, pa potem seveda kdaj drugič. Zdaj pa še k naši zadnji temi, ki meji že res na farso. Nekaj ur preden sem začel pripravljati ta prispevek, so objavili novico, da od velike nagrade Japonske bomo lahko videli na bolidih Red Bulla in Alfa Taurija znova napise Honda. In to smo lahko prebrali naprimer na članku v spletnem portalu RaceFans, seveda 5. oktobra, ampak uradna izjava je tu pred vami. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj se gredo. Namreč že v tem trenutku imamo v bolidih Red Bulla in Alfa Taurija pogonske sklope Honda, ki se ne kličejo Honda. In sedaj bomo imeli pogonske sklope Honda, ki se ne kličejo Honda, ampak bodo pod pokroviteljstvom Honda. In to pomeni, da v Formuli 1 je nekdo igral dvojno igro. Sedaj malce špekuliram, ampak verjetno se je tudi marsikomu izmed vas zdelo malce čudno, kako so se končali pogovori s Porschejem. So morda pri Red Bullu nekako želeli pogonski sklop Honde z napisom Porsche v Formuli 1. Kaj je z njihovim projektom, kjer bi sami izdelovali pogonske sklope? Je to resničnost ali je to farsa? Meni situacija je zmeraj bolj podobna tistim, ki jih lahko nekdo vidi v kakšnih latinsko-ameriških nadaljevankah. Že res, da v Formuli 1 imamo Drive to Survive, ampak to, po mojem osebnem videnju, je že malce čisto mejo dobrega okusa. Hondi in Red Bullu naj se nekako že domenijo, kaj naj bi radi in naj nehajo prodajati takšnih in drugačnih zgodbic o tem, kako bo šel nekdo ven iz Formule 1 in kako bo nekdo drugi sam sestavljal pogonske sklope. Na koncu lahko vidimo, da vse to ni res. A to je tudi zadnja novica, za katero sem pripravil današnji komentar. Hvala za vašo pozornost.